Barvitost cvetočih rastlin je na vrtovih pogosto tisto, kar najbolj pritegne pozornost lastnikov, pa tudi obiskovalcev. Vrtovi, na katerih je barv manj in prevladuje zelena barva, zahtevajo več pozornosti, zato se marsikomu zdijo manj zanimivi. Obiskali smo vrt v pozni pomladi, na katerem je poleg zelene barve izstopala le barva sezonskega cvetja. Kljub temu pa smo začutili njegovo trajno privlačnost. Vrt v Gornjem Posočju ni velik, saj meri le dobrih 500 kvadratnih metrov. Sedanjo obliko so mu določili pred dobrima 2 desetletjema ob strokovni pomoči oblikovalcev vrtov in vrtnarjev. Lastnika sta zaradi pomanjkanja časa za nego to prepustila vrtnarjem. Želela sta le uporaben in estetsko skladen vrt. Tak je ostal vse do danes. Vrt leži na spuščajočem se zemljišču na robu večjega kraja, vendar je z razraslo drevnino zavarovan pred pogledi od zunaj. Premišljeno izbiro grmovnic in dreves dopolnjujejo cvetoče čebulnice zgodaj spomladi. Pozneje se paleti zelenih odtenkov pridružijo barve sezonskega cvetja, ki obrobljajo eno od stranic vrta. Letos so to cvetoče vodenke. K pogovoru smo povabili gospoda Gregorja Turka, ki je vodil preureditev vrta pred 20 leti. Pred 20 leti smo z naročnico ustvarjali tukaj eno novo preureditev vrta v celoti. To pomeni odstranitev starih rastlin, zamenjavo živih mej, odstranitev živih mej, obnovitev nove trave, zasaditev novih rastlin, drevnin. In končali smo pravzaprav na koncu še s travo, z namakalnim sistemom in z letnim vzdrževanjem, ki ga opravljamo še danes. A je bilo dosti kakšnih grobih, velikih fizičnih del, zemeljskih del ali kaj takega za vas? Pravzaprav ja. Povsod smo nekako morali odstraniti stare drevesa, grmovnice, poplanirati teren, uravnati brežine, odstraniti živo mejo z izkopi. Vse to na tej majhni površini, ko je bilo že pravzaprav precej končano, okolica hiše je bila že enkrat urejena, ampak vse ostalo je delovalo neurejeno. Našteli ste veliko stvari, ki ste jih odstranili, a je pravzaprav sploh kaj ostalo od prejšnje ureditve? Ja, ostale so lepše drevnine, ki so imele neko dušo, to pomeni drevesa, ki spominjajo na rojstvo otrok. Ostale so stare žive meje, ki gledajo na zahod. Kakšna je bila pravzaprav zasnova oblikovanja samega vrta? Jaz bi rekla, da je vrt razdeljen na 2 dela. Na predvrt in pa osrednji del vrta, ki se med seboj povezujeta. Povezujejo organsko oblikovana travnata površina, ki obdajajo grmovnice, ki se proti osrednjemu delu vrta višajo in s tem ustvarjajo neko stopnjevanje. Skozi drevesa vidimo različne poglede proti dolini. Za hišo v bistvu imamo pa še prvotno oblikovan vrt, ki danes služi bolj sprostitvi, tam je džakuzi. K barvitosti vrta prispevajo izbrane trajnice in zasaditev enoletnic, katerih izbor se spreminja iz leta v leto. Zanimalo nas je, ali se zasaditev na vrtu še kako drugače dopolnjuje ali spreminja. Naročnica, njena edina želja je, da se uporablja veliko zelene barve, tako da smo v bistvu že v vrtu vnesli največ v bistvu vedno zelenih rastlin. Tako imamo različne sorte ceder, tis, trdolesk, brinov in jih s tem dopolnjujemo skozi letne čase. Kljub prevladujoči zeleni barvi ostaja vrt zanimiv skozi vse leto. V bistvu smo se poigrali z različnimi teksturami, oblikami, tako da je vrt, tudi če je vedno zelen, lep in zanimiv. Lastnici pri negi in urejanju vrta pomaga dolgoletna prijateljica, tamkajšnja cvetličarka. Gospa Damjana, v enem zelo lepi hiši sva in na lepem vrtu. In vi imate, čeprav vem, kar precej zaslug za to. Ne vem, če imam prav veliko zaslug. V bistvu jaz sem bolj kot nekakšna podaljšana roka te lastnice. Pomaga mi umestiti vse te stvari, ki jih dobi. Poznava se že po moje več kot 20 let, 25, in sva skozi vrt, skozi vso to njeno veliko srce in ljubezen do teh lepih stvari sva razvili tudi prijateljstvo med seboj in se lepo dopolnjujeva. In običajno se menjajo te letne zasaditve, skupaj zbirava rastline in barve
In potem, ko vse to umestiva v prostor, občudujeva, recimo, kako se lepo s hribi povežejo te barve. Lastnica je za letošnjo sezono izbrala oranžno-rdeče vodenke in prosila prijateljico, naj jih nabavi. In jaz sem se prav bala, ojoj, to po moje in ne bo sedlo. In jaz pridem in odprem moje transportno vozilo in reče, Damjana, prav to sem mislila. In jaz sem tako srečna in zadovoljna. Mi je všeč, da je zadovoljna, tako tudi meni polepša moje delovne dni na ta način. In jaz bi dala recimo malo bolj zamolkle bordo barve, njej prav ta barva sede, ker je tak energičen in vesel človek. Prijateljica pomaga lastnici tudi pri polepšanju notranjosti njenega doma. Me pokliče in reče, da je pač kupila eno lepo sliko in potem midva iščeva možnosti v prostoru, kam naj to sliko dava. Ko je pač prostor primeren in moj mož samo še zavrta luknjo in jo obesiva. Šopki so verjetno vaša primarna zadeva, ne? In tukaj vidim, niso samo sveže stvari, tudi trajnejše. Tudi danes za to priliko našega snemanja ste pripravili en zelo tak impozanten šopek. V tak lep prostor vsi šopki lepo sedajo. Hišo so pred časom temeljito prenovili. Razširili so osrednji bivalni prostor in ga opremili s pohištvom, izdelanim po meri. Tla, obložena z marmorjem, so nadomestila prejšnje opečnate tlakovce in parket. Prostore so optično povečali s številnimi ogledali in steklenimi vrati. Lastnica ima rada hladne, gladke materiale. Na stenah so razstavljena dela slovenskih umetnikov, ne manjkajo niti skulpture. Moderno kuhinjo s svetlečimi ploskvami so oblikovali in izdelali v Italiji. Veliko panoramsko okno ponuja razkošen razgled, tako da vrt res vzbuja vtis podaljšanega dnevnega prostora.